Prav je, da bi to ostalo, se vendarle ljudje se pa morajo in družiti in veseliti se zato, da lahko delajo. Kajti srečen človek je dober človek in dober delavec. Ja, jaz bi rekla, da ne. Mi smo v tistih časih živeli, ki nam to res nekaj pomenilo, tako da jaz sem proti. Ja, če je Božič, je lahko tudi drugi maj, ne? Ne rabijo biti sem te verski prazniki. Ne podpiram, mislim, da bo še naprej praznik. Mogoče imamo res preveč praznikov, ampak mogoče bi tudi katere druge bilo treba mečkeno ukiniti, pa saj delavcem nekaj pustiti. Če jim bojo že vse pobrali, pa jim naj saj to pustijo. Tega ne podpiram. Čeprav bi prej žrtvoval 2. maj kot 2. januar, vendar se mi zdi, da je to lep praznik in bi lahko ostal. Mogoče pa ne bo, ne? Ne, podpiram pa ne, kar naj bo praznik, kot je bil. Vse je to zgodovina, ne? Ja, moje mnenje je, da Slovenija ima nekje povprečno število praznikov v Evropski uniji in ne vidim razloga, zakaj bi se ta tradicija ukinila. Sem v tej generaciji noter nekje, ko sem to podoživljal, 1. maj, kot otrok, kot pionir, pa tisto, kaj smo prej bili, in hočem to reči, to se ne ukinja. Pa tudi mislim, da s tem gospodarstvo ne bo pridobilo toliko, da bi bil to en tak ukrep, ki bi ne vem kaj prinesel našem gospodarstvu. Sem zato, da se ne ukine, ker kdor je priden, lahko v tistih dnevih vse to nadoknadi in naredi. Pa kaj jaz znam? Zdaj, če oni mislijo, da bi s tem ne znam kaj privarčevali, pa naj bo po njihovo, ampak ja mislim, da bi bilo prav tako, kot je bilo, odkaj sem bil majhen. Ne. Bolj da delajo eno soboto, 2, pa to prinesajo noč, če je že tako. Vlada naj vlada po svoje, oni ne rabijo nobenega praznika, nam ga naj pa privoščijo.